Trojanski konj, legenda o prvovrstni prevari Grkov pred 3000 leti, s katero so osvojili mesto Troja v Mali Aziji, danes buri duhove. Trojanski konj je v bistvu program, ki ga namestimo na računalnik in s katerim imamo potem od daleč popoln dostop do tega računalnika. Če vam lahko policija z veljavno zakonodajo zdaj preišče dom zgolj o prisotnosti prič, bi uporaba takšne programske opreme pomenila, da bi vam lahko računalnik preiskala v vsakem trenutku in brez prič. Menim, da je takih primerov, kjer bi v Sloveniji s temi posebnimi sredstvi relativno malo. S tem programom, ki ga uporabljajo organi pregona v Veliki Britaniji in Nemčiji, ZDA in Kanadi, lahko opazujejo tudi, kaj tipkamo na tipkovnici. Vohunjenje na najvišji ravni. In ko imate nadzor, nimate več zasebnosti in na koncu nimate ne višje varnosti, ampak končate v totalitarni državi. Kje je torej meja med zasebnostjo in nadzorom? Varuhinja človekovih pravic opozarja pisce novele zakona. Vse zakone na tem področju zlasti je potrebno pisati s tresočo roko. Eno ključnih vprašanj je, kako nadzorovalce nadzirati. Seveda sodna odredba, ja, ampak kdo bo nadzoroval, ali se samo po sodnih odredbah, ali ima zadostno znanje, ali ima zadostno pogled v strukturo. Ja, program oziroma virus naj bi pomagal loviti kriminalce, a zlorabe se zgodijo, kot bi tlesknil. Kot v Nemčiji, kjer naj bi nadzorovali zgolj pogovore na Skypu, a so vse kaj drugega. Tak vdor v zasebnost mora biti strogo kontroliran, omejen. In tu se tudi kot varuhinja bojim, da bi lahko prišlo do prevelikih posegov. Treba bo pošteno pretehtati uvedbi tega orodja v policiji. Ne le, da lahko gre nadzor izpod nadzora, marveč je tukaj tudi veliko prostora za podtikanje dokazov. Zaščite skoraj ni. Take zadeve odkrivajo protivirusni programi. In zdaj vprašanje je, ali bo protivirusni program iskal tudi policijske viruse ali ne. Če so stari Grki pretentali Trojance, bi zagotovo tako imenovani hekerji kaj hitro lahko pri informacijskem trojanskem konju pretentali može v modrem.